Zdravljeni, ta predstavitev bo pravzaprav vključevala tako Petra Zajca kot Uroša Rozmana, ki bo nadaljeval za menoj po 10 minutah. Nekako nama uspe na raznih predstavitvah ravno združevati ta vidik Uroš morda kot prostorski načrtovalci in gradbeniki in jaz kot geograf. Nekako poskušamo upeljati neko interdisciplinarnost. V to vrstne razmišljanje, da tako bo tudi na današnjo predstavitev. Morda hvala vsem, da ostajate v takem številu. Jaz sem bil bolj pesimističen, da vas bo ob tej uri v petek po takem kalorični malci, morda manj, ampak vsem me veseli. Praviloma si ne zapomnim, kakšno je bilo vreme nek dan nekje v preteklosti, ampak je nanesel, da sem si letošnji 23. februar nekako bolj podrobno zapomnil, kaj se dogaja. Ta dan je snežilo. Odpravil sem se na poslovni sestanek v Celovec, zjutraj nekaj ob 6. uri z avtobusom do Dravgrada. Načrtovana je bila pot potem z vlakom Slovenskih železnic do Pliberga. Vlak je imel dobrih 20 minut zamude, zaradi okvare lokomotive nekaj pri Rušah. Potem smo sicer dočakali vlak, nekje v bližini menjega prehoda Holmec me je presenetilo, da je vlak obstal in nenadoma začel voziti vzratno. Ob tem sem nekoga, ki je poleg mene sedel v vlaku, ki je bil zaposlen Slovenskih železnic, vprašal to običajno. Na tem odseku to ni tako redko, pravzaprav tukaj je naklon, nekaj naklona na tej železnici je, zadnji vlak je pelal en dan prej, v nedeljo, to je bil ponedeljek, in sneg se je pravzaprav to obdržal. Rekel, pač ponovadi se poskusi, ali gre, nekako me spomnil na tiste čase, ko sem se svojim zastava jugom poskušal pribiči s kakšen klanec. In nam je uspeli. Ob ponovnem poskusu smo se pribili čez sneg, prišli do Pliberg. Kolega sta ta dan šla z avtom do Pliberga in potem z vlakom naprej v Celovec. Jaz sem pa tisto povezal zaradi polurne zamude, nekako za 10 minut zamudil, na kar sem imel nekaj tam dobre 2 uri časa do naslednjega vlaka za Celovec, tako da sem pač na prvi del sestanka zamudil. Stvari vseeno niso tako zelo sive, kot so morda sedaj bile predstavljene. Seveda, infrastrukturno in organizacijsko se ne moremo primerjati nekako, oziroma ne moremo primerjati v dve državi in dva železniškega sistema. Ne glede na to, pa bo kolega Uroš na delovanju predstavil, da premiki so možni, morda tudi brez nekih glamoroznih ali nekih velikih številk za milijone. Koroška je robna obmejna regija, ima bližno 100 km dolg pas sosedno državo in za to vrstne regije nekje v Evropi kar praviloma velja, da vsaj prometna dostopnost do njih, izven njih, ima neke svoje omejitve, kar velja tudi za javni potniški promet. Znotraj enega izmed transnacionalnih projektov, kjer sodeluje 8 institucij iz 5 držav, imamo 2 pilotni območji. Eno je to območje južne avstrijske Koroške in pa Koroške regije v Sloveniji, drugo pa trikotnik med Poljsko, Češko in pa Nemčijo. V Sloveniji poleg nas iz RRA Koroške sodeluje tudi Inštitut Antona Melika, geografski ZRC SAZU iz Ljubljane. Že ob raznih diskusijah, debatah, pripravi operativnih načrtov, strategij se soočamo vedno z nekim tistim manjkom vedenja, manjkom informacij, podatkov, kaj se nam pravzaprav dogaja v tem čezmejnem prostoru. Vemo, tudi Korošci hodimo čez mejo za razne potrebe, za delo, izobraževanje, prosti čas, ampak ko poskušamo to vrednotiti z nekimi bolj objektivnimi podatki, smo pač pogosto nekje v nekem sivem območju. Na drugi strani pa seveda tudi, ko razmišljamo o prometni dostopnosti, moramo gledati širše. Seveda prostor ni omejen z nacionalno mejo, tudi ljudje nekako se gibljamo po nekem prostoru. Drug ta vidik, ki ga morda želim izpostaviti, je, danes sicer je že bilo omenjeno gradivo, oziroma to hitro na Koroško. Jaz bi sicer temu rekel dobro komunikacijsko orodje. Seveda, če pa to vzamemo kot študijo, je pa kar nekaj stvari tukaj, ki so predvsem na spolskem terenu. Ena izmed teh je seveda trditev, da smo recimo v kraju, v katerem smo sedaj pravzaprav nekaj najbolj oddaljeni od avtocestnega križa. Tu seveda manjka nek podatek, da od avtocestnega križa v Sloveniji. Namreč tisti v Avstriji pravzaprav dostopen
v dobrih 20 minutah in nekako tudi v tolikšnih kilometrih. Kar velja tudi za sodobno avstrijsko železniško omrežje, obstoječe in tisto, ki pravzaprav trenutno v intenzivni gradnji. Verjetno veliko izmed vas ve, da smo nekoč govorili o srednjem evropskem prometnem omrežju, da smo govorili o 5. in 10. koridorju, pa so se potem neke usmeritve na ravni Evropske unije spremenile in danes recimo govorimo o Baltsko-jadranskem koridorju. Bistvena razlika med tema dvema prikazano oziroma med prejšnjim in zdajšnjim je, da se danes Baltsko-jadranski koridor razcepi. En krak seveda še vedno gre naprej čez Slovenijo, vendar drug krak gre čez Italijo, čez Videm, čez Beljak, čez Celovce naprej do Graca. To je nekaj, kar so Avstrijci svoji intenzivnimi, bom rekel, notranjo in zunanjo politiko lobiranja seveda spravili na svoj mlin. In tudi zaradi tega se danes gradi zelo intenzivno hitra železnica, nekje, ki bo skrajšala čas potovanja med dvema deželnima prestolnicama, med Celovcem in med Grazom na zgolj 40 minut in se pravi s predorom pod Polico in s tistim predorom pod Severingo bo pravzaprav čas potovanja med Celovcem in Dunajем skrajšala znatno pod 3 ure, mislim nekje na 2 uri 40. In Slovenci smo tisti, ki hodimo v ta prostor in uporabljamo tudi to prometno infrastrukturo. Ravno včeraj smo imeli možnost nekako preizkusiti še eno izmed povezav na tem Baltsko-jadranskem koridorju med Beljakom in pa med Vidmom, kjer sta pravzaprav dežela Fornalnija, Julijska krajina in dežela Avstrijska Koroška, kar precej napora in tudi sredstev raznih vložili v vzpostavitev te čezmejne povezave Nikotra, ki nekako na letni ravni prevozi tam okrog 84,000 potnikov med preomenjenima krajina. Zelo zgolj samo schematsko, kar se tiče javnega potniškega prometa čezmejnega v tem prostoru, smo praktično omejeni zgolj na obstoječo železniško povezavo med Mariborom in pa med Celovcem oziroma med Prevaljem in Libercem. Kar se tiče avtobusnih povezav, to so tiste malo bolj žive barve, na slovenski strani se konča v Libeličah ena izmed relacij izletnika in pa ena izmed relacij avstrijskega postbusa se konča na menem prehodu v Vič oziroma nekoliko prej. Seveda, v številkah teh čezmejnih potnikov ni treba zgubljati dosti besed, so znatno manj. Vendar, kot bo kolega v predstavitvi za malo nekako izpostavil, potenciali seveda obstajajo in na teh je potrebno graditi. Kar se tiče samega izvajanja projekta, smo si mi želeli dobiti čim več podatkov o tem, zakaj hodimo čez mejo za potrebe dela, izobraževanja prostega časa in pa s kakšnimi seveda sredstvi. Tu je mejni prehod, nekje tam Holmec, nekje 15 minut čez drugo uro vozila nekako izpričajo tisto, kar se zgodi po tistem, ko se zaključi ena izmen v proizvodnih obratih v Šmihelu. Tudi poprejšnji dnevni promet nekako nakazuje, da med letoma 2010-2015 kar znaten porast števila osebnih vozilov, že tam govorimo nekje za slabih 600 vozil seveda. Tudi zaradi tega je potem med 15:02 in 15:03 nekako ta rahli prometni kaos v Prevaljah, kjer se seveda ob 2 konča proizvodnja v Šmihelu in ob 2 se konča tudi proizvodnja v obratih v Zgornji Mežiški dolini, recimo naprej proti Mežici, Željavo in Črni. Avstrijska dežela Koroška ima nek tak, recimo temu, celostni dokument, kam želijo svojem prometom, z vidika zagotavljanja bolj trajnostnih oblik. Tudi s tem namenom so izdelali mobilnostni načrt konkretno za lokacijo proizvodnih obratov v Šmihelu. Tam je zaposlenih več kot 450 Slovencev, okrog 70% iz Mežiške doline in ocenili so, da iz naselij, ki so ob železnici, se pravi Prevalje, Ravno, Dravograd in Vuzenica, je okrog 350 posameznikov in od tega znatni del, govorimo dobrih 40%, je oddaljen do kilometra pa pol od te železnice. Seveda vidijo nek potencial nadaljnega razvoja te železniške povezave tudi z tega naslova in bila je že dana tudi nekako namera EVB, avstrijskih železnic, na slovensko stran, da bi pravzaprav garnitura EVB-ja vozila vse do Dravograda. Trenutno so pač neki uradni postopki v tem.
Želeli smo pridobiti čim več uradnih podatkov od institucij, ki zbirajo podatke o Slovencih, o Korošcih, ki delajo čez mejo. Seveda smo se potem soočili z dvema, tako bi rekel, na hitro rečenoma težavami. Eno, da so ti podatki zbrani na različnih prostorskih enotah, drugo je pa, da so metodološko med seboj različni in pa seveda noben izmed teh ne zajema dela na črno ali pa nekega sezonskega dela, ki se zgodi. Ampak vseeno, če to združimo nekje, bi tako čez palc lahko rekli, da je dobri 2000 zajetih v nekih uradnih evidencah Korošcev, ki delajo čez mejo, pretežno na avstrijskem Koroškem. V preteklem mesecu smo izvedli potem tudi eno anketiranje med prebivalci naselja Prevalje, Ravne, Dravograd in Vuzenica s pomočjo ZRC SAZU-ja, že preomenjenega inštituta in pa Statističnega urada Republike Slovenije, centralnega registra prebivalstva smo pridobili, vidim, da sem spolj preskočil, pa govorim drugo stvar. Mogoče bomo tako naredili. Dobili smo ta nabor naslovnikov, odzivnosti, ki je bila slabih 20%, se pravi, ne moramo govoriti o splošni populaciji, ampak kljub temu lahko govorimo o nekem informativnem pogledu v stanje, zakaj Slovenci hodimo čez mejo. Predvsem nas se zanima tisti prosti čas, ki iz nobenih uradnih podatkov ne moramo zajeti. In tukaj, če se omejimo mogoče na tiste bolj žive barve, ki stopajo tule z oranžno barvo, reče tudi v prispevku objavljeno, seveda v največji meri, vsaj mesečno, hodimo čez mejo v rednih nakupih, tu govorimo več kot 20% tistih anketerjevcev. Med rednimi nakupi smo izpostavili tudi benzin, več kot 20% anketerjevcev hodi vsaj mesečno po benzin čez mejo. Prostočasne aktivnosti pa najbolj izstopajo tam, se pravi, obisk prijateljev, svojcev, nekaj tam dobrih 15%, in pa turizem v letnem in zimskem času odgoja presega tistih 10%, ki to vsaj mesečno upravljajo. Smo v tem anketi, nekako, če pogledate tiste bolj temne odtenke, modre, pobrali tudi tisti, ki hodijo za potrebe dela in izobraževanja čez mejo. Za potrebe dela okoli 7% anketirajcev je rekli, da vsaj tedensko nekje se premika tem prostoru za potrebe dela in pa za potrebe izobraževanja. Smo izpostavili, ne bom zdaj rekel neumnost, dobro 2%. Zdaj, ko smo pri izobraževanju, smo naredili še neko dodatno stvar, in sicer smo šli čez mejo intervjujati ravnatelje nekaterih srednjih šol in pa dijaških in študentskih domov v Celovcu, in podatki za letošnjo šolsko leto nakazujejo tako. V prvem stolpcu so tisti prebivalci iz Slovenije, ki hodijo na te šole in bivajo v študentskih domovih. Na desnem stolpcu so pa tisti iz Koroške regije, ki tja zahajajo. In predvsem slovenska gimnazija in pa še bolj izrazito Zvezdna trgovska akademija seveda predvsem privlačita Korošce. Med dijaki Zvezdne trgovske akademije izstopajo prebivalci iz občine Prevalje, ki jih je skoraj polovica. In pa morda tam, če pogledamo tisti mladinski dom in Slomškov dom, tu gre pretežno za dijake, ki se tedensko vračajo nazaj na Koroško, ker je pač bivanje tam organizirano na tak način, da storitev pravzaprav pravilno čez vikend nekako ne zagotavljajo. Se pravi, ja, hodimo za potrebe dela, ja, hodimo za potrebe izobraževanja, ja, hodimo za potrebe prostega časa. Jaz na tem mestu zaključil in predal besedo Urošu. Mogoče pa če samo nek tak nek osebni pogled na to temo. Prostor je potrebno obravnavati celovito, tudi prometno dostopnost je smotrno obravnavati celovito. Je pač tako, da javni diskurs nekako v preteklem desetletju se je zreduciral zgolj na, bom rekel, to neustrezno povezanost Koroške z osrednjo Slovenijo. Vendar smatramo seveda, da so tu še drugi vidiki, ki jih je potrebno vzeti v obzir. Nekaj smo jih danes tukaj odstrnili, potencial, predvsem Koroške železnice in pa nadaljnega razvoja nekega turističnega produkta, da prosim, Koroške. Magister Zajec, ne vem, sem posem dobro razumel. Šolske ustanove, ki ste jih pokazali, v pretežni meri polnimo Slovenci. Ne, tega nisem rekel. Ampak? Tukaj ni zapisanega števila vseh, ki so v tem šolskem letu na nekim ustanovi. Tukaj so samo tisti, ki so iz Slovenije in tisti iz Slovenije, ki so iz Koroške regije. Pa bi si upali ugibati, kak delež mladih Slovencev polni
te izobraževalne ustanove? Ne, tega zdaj ne pamet raje. Ne bi rekel, gotovo je to bilo zaznati, da je na nek način občutljiva tema, tudi občutljiva predvolilna tema je bila na avstrijskem Koroškem ob zadnjih državnih volitvah. Čeprav smo se potem mi nekako soočili s tem, tudi namenoma podatkov po občinah ne prikazujemo, tudi zaradi varstva osebnih podatkov, kar nekaj manj občin je, ker jih je manj kot 5. Sta pa dva trenda mogoče zaznala. Korošci dosti hodimo, ko smo rekli, v Zvezdno trgovsko akademijo in pa v gimnazijo, medtem ko Gorenci dosti hodijo v to višjo šolo za gospodarske poklice v Šempetru v Rožu. Tam so se tudi dijaki in starši samo organizirali in jih nekako en prevoznik, avtobusnik vsak teden pelje v Rož in vsak teden nazaj. Medtem tile iz Mežiške doline pa pretežno po nam znanih informacijah se ravno tako starši samo organizirali, jih peljejo do železniške postaje v Pliberku in potem nekateri dnevno v Celovec, nekateri pa tedensko v Celovec. Hvala lepa, gospod Rozman.